Kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijska uprava Maribor smo prejšnji teden izvajali zaključne aktivnosti glede predhodnih prijav oškodovancev povezave sumu storitve dveh kaznivih dejanj izsiljevanja. Na podlagi sodnih odredb smo pri dveh osebah na območju naše policijske uprave izvedli hišne preiskave zasebnih prostorov in osebne preiskave, na območju policijske uprave Celje pa še preiskave osebnega vozila, kjer smo iskali dokaze o prej navedenih kaznivih dejanjih. Pri tem so bile zasežene elektronske naprave in drugi predmeti pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper dve osebi, in sicer polnoletno ter mladoletno osebo tujega državljanstva s stalnim oziroma začasnim prebivališčem na območju Maribora. Ugotovili smo, da sta od začetka lanskega leta od mladoletne osebe z resnimi grožnjami izterjala večje zneske gotovine zaradi izmišljenega dolga in si tako pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 62.000 evrov. Pri tem sta pri mladoletnem oškodovancu z resnimi grožnjami povzročila strah in hudo stisko. Prav tako sta ista osumljena še najmanj enega kaznivega dejanja izsiljevanja, storjenega v sostorilstvo v letošnjem letu, ki pa je ostalo pri poskusu. Tudi v tem primeru je bila žrtev kaznivega dejanja mladoletna oseba. Polnoletnemu osumljenemu je bila v četrtek na območju Maribora odvzeta prostost in odrejeno pridržanje na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku. V petek je bil priveden preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor. Za kaznivo dejanje izsiljevanja po tretjem odstavku 213. člena Kazenskega zakonika je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od 1 do 8 let. Izsiljevanje oseb za denar ali druge dobrine ali usluge je resen in zaskrbljujoč pojav, s katerim se včasih težko spopadati že starejšim, otroci pa so zaradi svoje mladosti v še posebej ranljivem položaju. Situacije, v katerih je otrok žrtev izsiljevanja od vseh odraslih, terjajo hitro, premišljeno, učinkovito in strokovno odzivanje z namenom zaščite otrok pred nadaljnjim izsiljevanjem. Otroci so lahko žrtve različnih oblik izsiljevanja, kot so na primer fizičnega, vse več pa je tudi tako imenovanega spletnega izsiljevanja. Izpostavljamo, da imamo odrasli, še posebej starši in učitelji, ključno vlogo pri preprečevanju izsiljevanja. Z otroki se je namreč treba odprto pogovarjati, jih vzgojiti za samozaščito in asertivnost v odnosih, obenem pa jih opremiti z informacijami o tem, kdaj in kako lahko poiščejo pomoč. Starši si moramo prizadevati za zaupen odnos z otrokom ter poskrbeti, da se bo otrok obrnil na nas ter nam razkril, če se bo znašel v težki situaciji. Prav tako pa moramo otroke naučiti postavljanja meja tako v realnem, kot tudi v spletnem okolju. Otroci morajo vedeti, da nasilje oziroma izsiljevanje ni njihova krivda in da nihče nima pravice, da otroka prisili v nekaj, česar noče početi tako na fizični, kot tudi čustveni in spletni ravni. Vkolikor je naš otrok postal žrtev nasilja ali izsiljevanja, pa moramo seveda nemudoma poiskati pomoč. Znaki, ki so staršem lahko signal, da se z otrokom nekaj takega dogaja, so lahko raznoliki in odvisni od posameznega otroka in resnosti situacije, v kateri se je znašel. Če se izsiljevanje dogaja v šolskem prostoru, se bo otrok morda izogibal šoli, določenim predmetom ali interesnim dejavnostim, lahko se pojavijo tudi kakšne psihosomatske bolezni. Vkolikor je žrtev izsiljevanja na poti v šolo ali njeni okolici, bo mogoče v šolo hodil po drugi poti, v šolo zamujal, da bi se izognil nasilnežu, morda prosil za prevoz ali spremstvo do šole. V primerih izsiljevanja na spletu pa staršem svetujemo, da naredijo čim več posnetkov zaslona te situacije, izsiljevalca naj ne blokirajo, z njim pa prekinejo komunikacijo, morebitne posnetke in pogovor pa začnejo brisati šele po prijavi policiji oziroma po navodilih policistov.